Dostikrat sem presenečen, da imamo toliko priključkov z avtocest, ki so težavni. Nekaj smo jih že obdelali v tej sezoni, no eden od njih pa je tudi tale, Maribor-Jug. Poprečno 7 nesreč na leto se zgodi tukaj, žal nekaj od njih tudi hujših. Novembra 2016 sta se tamle 2 osebi huje poškodovali, no decembra istega leta pa je ena celo umrla, ko je pri vključevanju izsilila prednost drugemu vozilu. Planov je bilo kar nekaj, tisti kratkoročni so bili le na pol učinkoviti, je pa vsaj srednjeročni plan prinesel nekaj korenitih sprememb. Najprej so posodobili semaforsko tehniko križišča, ta sedaj sveti v LED tehniki, tako kot lahko dnevne luči nove Fieste. Postavili so stacionarni radar in tablo Vi vozite, dodali zvočne zavore na najbolj kritičnih mestih in še nekaj opozorilnih tabel. Najbolj pa je pomagalo, ko so lansko leto vse skupaj preplastili in vpeljali samostojno fazo za zavijanje v levo, torej za tiste, ki pridete z avtoceste in bi želeli zaviti proti Slovenski Bistrici. Na ta način je seveda manj verjetnosti, da bi koga izsilili in bi prišlo do bočnega trka, ki je itak eden najbolj nevarnih. Vsi smo na cesti najbolj previdni takrat, ko vemo, da nas nekje čakata stacionarni radar ali pa policijska kontrola. Pa nas umiri tudi znak, ki zgolj prikazuje našo preveliko hitrost. Ta je kar priden. Po določenem času vozniki začnemo voziti na pamet, zato vam dokazano lahko na poti od službe do doma postavijo nov znak, pa ga sploh opazili ne boste. In dolgo časa sem mislil, da enako velja za takšne prikazovalnike hitrosti. Pa je res? Te merilniki hitrosti so v bistvu prikazovalniki hitrosti. Z radarjem merijo hitrosti vozil, nameščeni so ob robu cestišča in prikazujejo trenutno hitrost vozila. Hkrati se te informacije o izmerjeni hitrosti prenašajo prek mobilnega omrežja v podatkovni strežnik. So te podatki bistvenega pomena za vse tiste, ki so odgovorni za izvajanje ukrepov v smeri zmanjševanja oziroma nižanja hitrosti vozil v določenem okolju. Koristni so zato, ker imajo neposreden učinek že takoj na voznika, se pravi, ko vidi, da je prekoračil hitrosti, bo vsaj večina tako naredi, da zmanjša hitrost. Sipronika večino izdelkov razvije sama, se pravi, imamo svojo razvojno ekipo in tudi izdelki so vsi izdelani v Sloveniji, tako da je to, lahko rečem, 100% slovenski proizvod. Takšne elektronske table najdemo celo na avtocestah, predvsem pa so pogoste v naseljih, kjer je treba hitrost še posebej umiriti. Rezultat je zanimiv in dokazuje, da takšen izpis očitno umirja promet, tudi če vemo, da ne bomo kaznovani. Agencija za varnost prometa že od leta 2011 podeljuje v brezplačni najem prikazovalnike hitrosti. Se pravi, od leta 2011 smo že 85 občinam razdelili prikazovalnike hitrosti. Stali so in stojijo tudi na več kot 109 lokacijah. Praviloma se lokacije postavljajo za preventivne table v naseljih, bodisi na nevarnih cestnih odsekih v bližini šol, vrtcev in pa recimo raznih igrišč. To so tiste ključne lokacije, kjer priporočamo tudi, da stojijo takšne table. Agencija tudi v času nacionalne preventivne akcije za hitrost izvaja skrite meritve na teh prikazovalnikih hitrosti. Namreč v času akcije za en teden izklopimo prikazovalnike hitrosti in primerjamo obdobja pred tem in po. Pokazalo se je, da v času akcije, ko so izklopljeni ti prikazovalniki, se dejansko hitrosti povečajo za 2 km/h v povprečju. Zdaj, znanstveno je dokazano, če se hitrosti za 1 km/h v naseljih povečajo, to pomeni, da se poveča tudi možnost nastanka prometnih nesreč za 4%. Ekstremi so zabeleženi, namreč tam, kjer je bila 30 km/h, je bila najvišja izmerjena hitrost 81 km/h. Prikazovalniki so učinkoviti, njihov učinek je izmerjen in dokazan. Vsako leto postavimo 12 novih prikazovalnikov skupaj z občinami, tako da zdaj jih imamo že 44. Ugotovili smo pa, da obstajajo še vedno neke kritične lokacije, kjer prikazovalnik postavimo, ampak delež prehitrih voznikov se ne zmanjša dovolj, se ne zmanjša toliko, kot bi mi pričakovali.
in tam potem testiramo različne načine, kako še voznike nagovoriti, da bi v prikazovalnik upoštevali, da bi nekako postal del njihove zavesti. Ugotovili smo, da lokalizirane lokalne kampanje delujejo veliko boljše na voznika, da so 50% bolj uspešne. Tako da zdaj v okviru tega raziskujemo in na lokalnem nivoju personaliziramo, nagovarjamo voznika. Recimo, do zdaj smo preizkusili velike, gigantske obcestne plakate, ki voznika nagovarjajo ob vstopu v kraj in mi povejo točno za tisti kraj, koliko voznikov vozi prehitro, in testirali smo lokalne radijske postaje, ki nagovarjajo tistega voznika, ki vozi skozi kraj. Testirali smo, koliko se je zmanjšal delež voznikov samo zato, ker smo prižgali prikazovalnik. To je bilo približno 5,5 %, manjši delež hitrih voznikov. V tistih krajih, kjer smo postavili obcestne plakate, se je delež prehitrih voznikov zmanjšal še za 2 %. Pri lokalnih radijih je bil pa učinek nekaj manj konsistenten, se pravi, nekje so se pokazale velike razlike, ponekod drugod pa nismo jih zaznali.